Sicer pa je letos pač spletno nadlegovanje tema evropska in slovenska in izbrali smo se slogan spletno nadlegovanje ni zabavno, ustavimo ga. V Sloveniji smo pripravili ob tem zloženke in plakate. Plakat je obešen tukaj, pa tudi v zadnji in zloženke imate v svojih mapcah. Poleg tega preko spleta širimo tudi za obljubo. Ne boste tako delali. Pač mlade smo pozvali, da se podpišejo in rečejo ne spletnemu nadlegovanju. Zdaj imamo 104 podpise, ampak to se je zdaj komi začelo, tako da se bomo potrudili, da bo to se razširilo med čim več mladih. Ob 11. se tukaj začenja konferenca Ustavimo virtualno nasilje, ki jo pripravljamo skupaj v sodelovanju z Microsoftom in UPC Telemachom. Odprl jo bo minister za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič, potem ob 12:30 se pa začne strokovna debata o pojavu virtualnega nasilja. Poleg tega pa se odpira tudi nova telefonska linija za mlade, kjer bojo med drugim lahko poiskali nasvet tudi v primeru spletnega nadlegovanja, in sicer nasvet za net. Izkušnje pri najrazličnejših linijah pomoči imamo na Zvezi potrošnikov že skoraj 19 let in to je bil tudi eden od razlogov, da smo se vključili v projekt. In seveda tu gre za specialno oziroma mlado populacijo, to se pravi, da morajo biti tudi pristopi drugačni. Vidite, že pri celostni podobi na svet na net smo se potrudili za to, da že oblikovno približamo mladim. Pridružujemo se mreži takšnih organizacij, ki deluje že v 14 državah. Mi smo si, preden smo zastavili to naše delo na projektu, smo se ogledali, kako deluje podobna organizacija v Luksemburgu, kakšne imajo izkušnje. V tej mreži delujejo pa že Avstrija, Češka, Danska, Finska, Francija, Irska, Islandija, Luksemburg sem že omenila, Irska, Poljska, Romunija, Slovaška, Španija in Švedska. Tako kot marsikje drugje nismo želeli odkrivati tople vode, ampak želeli pogledati, kakšne so izkušnje, kjer so sistemi, kako kaj deluje in kako potem to na pameten način vpeljati tudi v slovensko okolje. Microsoft želi sodelovanje na tem dogodku in na okrogli mizi, ki bo sledila, predvsem poudariti pomen varnosti na internetu. Še posebej za skupino ljudi, otrok in mladostnikov, ki so tem nevarnostim še posebej izpostavljeni. Te nevarnosti so spletno nasilje, spolno nadlegovanje, kraj identitete. To so zelo nevarne zadeve, ki se dotikajo naših otrok v vsakem trenutku, ko se nahajajo na omrežju oziroma na internetu. V Microsoftu se tega zavedamo in kot tehnološko podjetje želimo otrokom in predvsem tudi njihovim staršem pomagati pri zaščiti ter obenem preprečevati, da bi do teh nevarnosti sploh prišlo. Kot tehnološkemu podjetju je posebej pomembno, da sodelujemo pri razvoju varnih tehnologij, da bi lahko mladostniki, skratka vsi ljudje, predvsem pa mladostniki, uporabljali splet za delo, zabavo, nakupovanje, druženje, brez zlorab oziroma brez nevarnosti. Zavedamo pa se, da tehnologija ni dovolj. Tehnologija ni celotna rešitev. Zaradi tega je predvsem pomembno delovanje na področju osveščanja in pa izobraževanja. Naj navedem nekaj primerov, ki se mi kot zaposleni v Microsoftu angažiramo na tem področju. V letu 2000 smo v Microsoftu uvedli tako imenovan program Microsoftovega prostovoljstva za vse zaposlene. Gre za to, da zaposlene spodbujamo in jih podpiramo pri aktivnostih, ki se tičejo prostovoljnih dejavnosti. Pomemben del teh dejavnosti so tudi šolanja oziroma izobraževanje oziroma delavnice, ki jih izvajajo naši zaposleni. Kot en največjih ponudnikov interneta je že pred časom ugotovil, da je predvsem mlado populacijo treba na področju interneta izobraziti, čeprav nekatere stvari se te otroci naučijo bistveno hitreje, kot se jih mi sami.
No, verjetno je pa prav ta njihova inovativnost pa po eni strani tudi naivnost razlog, zakaj so pa veliko bolj izpostavljeni nevarnostim, ki prežijo, in zaradi tega se je UPC Telemach pridružil tej akciji z velikim veseljem. Mi smo že pred 5 leti začeli z brezplačnimi računalniškimi šolami za otroke in mladino. Hmalo smo pogruntali, da to pravzaprav ne rabijo, da vejo skoraj več kot mi, in smo se usmerili na drugo ciljno skupino, kjer so bili upokojenci in starejši, ki so pa našo pomoč bistveno bolj porabili. Je pa ta naš dobra povezava s šolami prišla do izraza ravno pri varni rabi interneta. Ugotovili smo, da niso toliko otroci tisti, ki potrebujejo izobraževanje, seveda ga tudi otroci potrebujejo, ampak večinoma starši pravzaprav ne sledimo temu, kar se na internetu dogaja in kaj otroci na internetu pravzaprav počnejo. Priznam, da delam v firmi, kjer ponujemo internet, pa polovico stvari, ki jih moji otroci doma uporabljajo, jaz sam poznam glih toliko, kakor vidim pri njih, uporabljam jih pa ne. Tako da moram tudi jaz včasih malo pogledati, kaj pravzaprav pomeni. Mi smo pristopili projektu že od začetka, izdali smo tisti, ki si hočete, si lahko gledate od zadaj tole brošuro, kjer je spletna zabava za vso družino in pa vodič za starše. Pravzaprav oboje je pa zelo namenjeno tudi profesorjem. Namreč, ko smo delali te prezentacije na šolah, mi smo imeli v prvem letu skoraj 1000 otrok na izobraževanju skupaj z učitelji in tudi starši. In še najbolj so bili vsega tega veseli učitelji in profesori, ker so pravzaprav pogruntali, da nimajo iz česa karkoli povedati.